Očitno so skupino muslimanov odstranili iz letala v zelo spornem in rasistično obarvanem dejanju. Izkazalo se je, da to spet ni čisto resnična zgodba. Ne le, da radi igrajo na karto rasizma, radi tudi lažejo o tem. Ampak najprej, kaj se je pravzaprav zgodilo? No, poglejte si ta video. Sem na Gran Canariji. To je osebje na letalu skozi. To je to. Zaradi 5 muslimanskih imen, ki so jih videli, so nas odstranili in nas odstranjujejo z leta in bomo leteli v Birmingham. Vsi dajte najslabše ocene za to zanikrno podjetje. Poglejte te ljudi. Poglejte teh 5 muslimanskih imen. 5 muslimanskih imen, zaradi katerih nas želite odstraniti, fantje. Mislim, to zveni zelo rasistično in zelo problematično, kaj ne? Razen dejstva, da... Ste videli tisti viralni video, ki je krožil o tem, kako so muslimane odstranili iz letala Jet2 in da so to prikazali, kot da gre za to, da so muslimani? Ste to videli? Ja, ste ga videli in že veste, da to v resnici ni tisto, kar se je zgodilo. Ampak v redu, prehitevam. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Tukaj sem vaša gostiteljica, ki se bori proti lažem, norosti in manipulaciji medijev. Ker nam je dovolj, zdaj ste del naše misije. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino. In v redu, poglejmo, kaj se je zgodilo. Vsi pojte prijaviti to zanikrno podjetje. Ne pustijo nam, da bi leteli nazaj v Združeno kraljestvo. Poskušajo nam povedati, da bomo šli na let za West Midlands, potem pa bomo morali z avtobusom vse do konca. Ima to kakšen smisel? To nima nobenega smisla, pravzaprav. Zdaj, ko sprašuješ, zveni mal, kot da morda nimaš čisto vseh informacij. Ampak očitno si s tem začela ta video. 5 muslimanskih imen je bilo odstranjenih, zato mora biti polemika okoli tega ogromna. Mislim, zakaj bi to naredili samo zato, ker jih sovražijo? Ne, zagotovo se dogaja še nekaj drugega. Povejte nam, kaj je to. 5, nas je 5. 5 ljudi, celoten let. Vsi grejo noter, razen 5 muslimanskih imen. Vsi 5 prijaviti to zanikrno podjetje, jaz moram samo domov, stran iz te zanikrne države. Gran Canaria, ja, to je to letalo. Lahko samo govorimo o tem, da uporablja izraz zanikrno podjetje, kot da je to nek izraz. Kaj sploh je to? Mislim, nisem navdušena. Uporabi kaj boljšega. London Stansted LS. Fanti, vsi dajte najslabšo oceno. Bojkotirajte to podjetje. Jetwu.com, ja? To je jetwu.com. Vsi bojkotirajte to zanikrno podjetje. Poglejte pismo, ki so nam ga dali, ja? Preberite to. Dali so nam... Kaj piše? Poglejmo, kaj piše. Tega verjetno ne morem prebrati. Nažalost je vaš let prepoln, praviloma letov neprekomerno rezerviramo, vendar smo zaradi nepredvidenih operativnih razlogov morali vaš let izvesti z letalom z manjšo kapaciteto, kot je bilo prvotno načrtovano. Ker so bili vaši potovalni načrti moteni, vam bomo ponudili možnost, da po lastni izbiri spremenite svojo rezervacijo. Poskrbeli bomo za prevoz, ki vas bo odpeljal na vaše izvorno letališče. Če boste imeli kakršnekoli razumne stroške za okrepčila, prevoz ali hotel, če to še ni bilo zagotovljeno strani Jet2 ali če ste izbrali ta nadomestni let, so ti stroški lahko povračljivi. Spremenite svojo rezervacijo, bla bla bla. To se mi je že večkrat zgodilo, da prideš na let in ga morajo spremeniti. Kje je dokaz, da ima to kakršnokoli zvezo s tem, da so muslimani? To želim vedeti. Pohitite, pejte zdaj na letalo. Kaj govorijo? Neki neumnosti. Fantje, vsi pejte zdaj prijavite to zanikrno podjetje. To je osebje tukaj. Rekli so, da se v to ne bodo spuščali. Rekli so, da nam ne bodo dali nobenega leta, ker smo jih snemali. Tako da so nas zdaj prisilili, da smo šli na nek čuden let za Birmingham. In zdaj nam nočejo pomagati. Preprosto nas puščajo na letališču kot smeti. Ej, fantje, nehajte s tem. In povedali so nam zadnji trenutek, tik preden smo se vkrcali na let, da je odpovedan. V tej zgodbi je preveč lukenj, ker zdaj pravijo, da moramo na letalo za Birmingham. Začel je s tem, da ga silijo na letalo za Birmingham. Nekaj v zvezi s tem zanikrnim starcem mi ne vzbuja zaupanja. Ta zgodba gre točno tja, kamor mislimo, da gre. Silijo nas, da se vkrcamo na naslednji let, zdaj ne vsi prijavijo tega prašenega jet2.com. Torej, 2 južnoazijska fanta, en Bangladešec, ki je bil tehnično gledano tudi južnoazijec in 6 severnoafričanov. Vsi so bili odstranjeni z leta, ker je poln, medtem ko lahko vsi ostali normalno grejo na let. Fantje, prekličite to. Prav, torej, to je velika zgodba, kaj ne? To je velika zgodba in seveda zdaj se spravljajo na osebje Jet2, fantje. Ti dve ženski sta pravkar rekli, da muslimani povzročajo težave povsod. Seveda, iz tega naredijo zgodbo o muslimanih, neverjetno. Ti dve ženski sta nam jasno povedali, da vsi muslimani po svetu povzročajo težave in da se ne moremo vkrcati na letalo. Če postanejo agresivni, kdo jih bo ustavil? Zdaj smo torej na letih East Midlands, ja, in se ne moremo vkrcati na letalo. Tudi varnostniki se strinjajo z nami, ampak imamo pravni dopis. Tukaj odhajam. Gospod pravi, letalo je polno, 2 Azijca nista bila sprejeta na let za London in tudi ona 2 sta bila poslana v Birmingham.
Spet je tako naporno, ves čas, kot da je to zato, ker smo Azijci ali pa zato, ker smo. Vedno znova in znova ponavljajo isto zgodbo o rasizmu. Če je ta zgodba resnična, če so bili vsi muslimani odstranjeni iz določenega leta, je to obsojanja vredno. To ni sprejemljivo vedenje. Ampak zakaj imamo občutek, da to ni cela zgodba? Brez skrbi, Tom Robinson bo pojasnil, kaj se je v resnici zgodilo. Ampak imejte v misli, da so te videoposnetki zdaj postali izjemno viralni. V redu. Zveni, kot da sta JetBlue in Jet2 najbolj rasistični podjetji na svetu. Ampak celotna zgodba nam še ni bila povedana, niti na kakršenkoli način. Poglejmo. Poglejte teh 5 muslimanskih imen. 5 muslimanskih, razen teh 5 muslimanskih imen. In pravijo, da so bile žrtve islamofobije in rasizma. In vseh drugih neumnosti, ki jih lahko najdejo, kar je povzročilo kampanjo in napad. Enako kot na letališču v Manchesteru v tem primeru, enako kot v vsakem primeru. Pokažejo vam kratek posnetek videa, v katerem musliman pravi, pravkar so nas vrgli z tega leta. Ta video je izšel pred 2 dnevoma. Ja, in v tem videu lahko vidite okoli 6 belih deklet. Jet2. Pozdravljeni. Prosimo, pošljite nam zasebno sporočilo na eni od naših drugih platform na družbenih omrežjih in z veseljem bomo to preverili za vas. Hvala, Lili. Torej, fantje, če moje ime ni Lili, Harry ali Charles, ne bom dobil odgovora. Zdaj, govoril sem z nekom drugim, ki so ga vrgli z istega leta. Uganikaj. Njihov video je bil neumnost. Njihov video ni prikazoval pravega problema, prave situacije, ki se je zgodila. Ni mogoče. Res ne moram verjeti. Misliš, pravi letalski polet? Letalska družba ni odločila in vsi, ki tam delajo, se niso odločili reči živjo. Kako naj danes naredimo karierni samomor? Dajmo kar izločiti vse z islamskimi imeni. Ampak so to res naredili. Običajen postopek pri prezasedenih letih je, da se na podlagi določenih meril odloči, kdo mora izstopiti. In niso bili vsi. Mislim, Ni bilo načina, da bi ostali na tem letu. To je od enega izmed ljudi, ki so jih odstranili z leta. Bili so Britanci, Kitajci, celo Španci, ki so jih odstranili z leta, tako da so bili. Let je bil rezerviran, nato pa so morali spremeniti let, tako so imeli manjše letalo. Kaj potem naredijo? To je tisto, kar naredi Jet2. To je politika letalske družbe. Ni namenjeno zavračanju muslimanov. Seveda, veste, to so neumnosti. To so si izmislili. Namenjeno je zavračanju. Zadnje osebe, ki so rezervirale, moški, ki so rezervirali sami, ali ženske, ne družine. Ja, torej mlajši, ja. Tako da seveda, teh 7 muslimanov je ustrezalo tem kriterijem. Na letu ni bilo dovolj prostora. Odločili so se, da ne. Muslimani bi raje videli, da bi izločili starejše ljudi ali otroke. Seveda ne njih, ampak teh 7 je bilo pač večja skupina. vedno ista zgodba, vedno ista zgodba. Nekaj običajnega se zgodi. Let je prezaseden. Kakšna škoda. Nekateri ljudje morajo biti odstranjeni. Mlajši moški, ki so bili zadnji rezervirani, so običajni ljudje, ki jih je treba odstraniti. In potem se začne. Islam je rasizem. Tako izčrpavajoče, frustrirajoče in nadležno je gledati ta video. Tako da trenutno poteka velika kampanja proti Jet2 zaradi islamofobije in rasizma. In samo da veš, po pogovoru z nekom drugim na letalu, obstaja video, veš, tistih 2 žensk, ki sta morali dati te informacije. Kasneje je video, kjer jokata. Fantje, ti dve ženski sta pravkar rekli. Muslimani povzročajo težave po vsem svetu. Po vsem svetu imamo težave, vsi muslimani. Ti 2 ženski sta nam pravkar jasno povedali, da vsi muslimani po svetu povzročajo težave. Veste, kaj je problem s tem videoposnetkom? Ta fant ima telefon v roki in snima prav vse. Zakaj potem nima dokazov in dokumentacije o tem? Mislim, vem, da če bi me kdo izgnal in mi rekel, da me izganejo z tega leta, ker sem muslimanka, to prva stvar, ki bi jo naredila, bi bila, da bi vzela telefon in posnela dobesedno vse, kar bi bilo rečeno. Naslednje, kako priročno, da si lahko kar tako izmisli obtožbo, brez kakršnih koli dokazov. Ne moramo kar ukrcati na letalo. Si lahko predstavljaš, kakšnemu navalu napadov so izpostavljeni ti zaposleni? Ker so jim rekli, ker so celemu narodu oziroma celemu svetu povedali, da so se spravili na muslimane, čeprav v resnici niso, samo svoje preklemano delo so opravili. Ja, snemam samo ta kratek video. Kontaktiral me je še en član, še ena oseba, ki so jo vrgli z istega letala in pravi, da so si vse skupaj izmislili. Ni šlo za to, da bi bili muslimani. Kot sem rekel, Kitajce so tudi odstranili. Dali so jim alternativo. Tudi nam so ponudili alternativne možnosti, kot so preklic leta, vračilo denarja ali sprememba datuma. To je od ene od oseb, ki so jih odstranili z leta. To je tako frustrirajoče, ampak vedo, da lahko to naredijo, vedo, da lahko vedno potegnejo karto rasizma. In strah pred tem, da bi te označili za rasista, največji strah vseh časov bo vse pahnil v popolno zmedo. Čeprav tega ne morejo podkrepiti z nobenimi dokazi. Če preberemo dokument, tam ni ničesar konkretnega. To je običajno vedenje, še posebej, če rezerviraš zadnji trenutek. Ne vemo, če so oni rezervirali zadnji trenutek. Ampak še posebej, če si mlad moški in veliko potuješ, se to pač dogaja.
In zdaj, ko vemo, da so odstranili tudi druge ljudi, Britance, to nima nobene zveze s tem. Ampak ne morejo si pomagati, ker vedo, da bo to njihova zmagovalna karta in vedo, da jim bo prinesla pozornost. Vedo, da bo to razširilo pripoved, da jih vsi sovražijo in da so oni žrtve. In bolj kot lahko igrajo žrtev, kljub temu, da jih je 2 milijardi, bolj mislijo, da vseeno zmagujejo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.